Jaz sem se navadila od stare mame pa od mame. Ta prve špice, ko sem naredila take majhne oheljčke, mi je mama nesla predat, se nam kul pozabila. Tedaj videli, ka harukasarna, ko so bili Italijani harukasarna. Te čipke so moj prvi izdelek. Sem hodila v čipkarsko šolo 47, 48 leta v Idriji, ko sem hodila v nižje gimnazije in sem hodila še v čipkarsko šolo. Učila me je pa Ivanka Novak. Enkrat sem srečala učiteljico, ki mi je slovenski jezik poučevala, pa je rekla, Kamarin, se rekla, da v čipkarska šola. Jo, je rekla, se ne bo bedno več klikljal. To bo propadlo, pa sem pa prišla na Musa iznad ata, pa moj ata je bil krojač, mama me je predno pomagala šivati. Sem rekla, nam hodila to iz prejšnjega stoletja, to bo propadlo, zdaj so taki stroji, ki to klopu delajo. Postavila hoda, je rekel, ata, viš, koga ti zdjala, je rekel, vederi se je zmeri klikljalo in tudi te baš. Sem bila prehlajena, a v šolo nisem šla, ko sem bila prehlajena. V čipkarsko šolo sem pa šla. Tam okoli hiš, po eni stari ulici sem šla, da me niso drugi profesorji videli, ko sem se bala, da me kjer videl, ko me ni bilo v šoli, da sem smukala, da sem šla v čipkarsko šolo. Tam pa nikoli nisem manjkala. Jaz mislim, da je že kar kakšnih 20 let ali pa še celo več, ko me je enkrat soseda nagovorila, pride pa prav, ej ti, dej, medvika ne znava klikljati, ko sva s Tminskega konca, ne, bežva, bo en tečaj v Idriji, zdaj, bil je pa nek tečaj, ali kaj s tem ena delavnica, v sklopu čipkarskega festivala. Zdaj boš tega, dvakrat. Ja. Zdaj pa vse pare po vrsti zdaj. Kaj boš zdaj naredila? Tega dvakrat, Ja, pa tega enkrat. tekoči je dvakrat. Ja, se je Ja, beli so enkrat, enkrat. pa zapletnik. Pa stisneš. Tako, naprej. Spet en, dva. Pa stisneš, bolj stisni. Tak ja, v redu je. Kar še naslednja dva. 5. Skozi 5 parov. Kolikrat boš pa zasukala? Dan, Linda. Oj. Dan. Ko pa dan zdivaš? Kako si že naredila? Kar fajn je, ne? Ja, super. To si pa zdaj mene spet naučila, ker sem že pozabila, kako se dela. A me boš? Ja. Dva greva. Svidena. Čau. Pa se vidimo v četrtek. Adijo.
koliko cajta si pa danes delala? A si bila dolgo v čipkarski? Ja. Pa mi tudi žleka še delala, ne? Pa pečeva, kišne peciva. Pri nas ali je da kali nad moke, ali je da kali nad nitk, ali pa dvarve. Kar tak ni. Vsi si v redu. Ta je prav. Ta je prav. Čak, a si ti zamenjala? Čakaj, ne vidim. Mislim, da je prav. Pa hodila malo ven. Malo potihen, tekoči par malo potihen. Ja, pa ne preveč. In tega pol. 3. Takrat je bilo normalno, ko smo mi se upisali v osnovno šolo, da smo se upisali punčke. Večinoma punčke. No, jaz se ne spomnim, da bi kakšen fant hodil. Smo se upisali še v čipkarsko šolo. In tisto je bilo tako resna stvar, kot šola, ne? Da smo dobili, sedeli smo. Jaz sem videla zdaj, kako delajo, da je malo bolj sproščeno, da so punčke lahko hodijo tam po razredu, pa gre onih učiteljic. Takrat je bilo pa obratno, smo pa mi sedeli pri miru, klikljale in čakali, da je prišla učiteljica do nas in da nam kazala. In nas smo pa čakali, če kaj nismo znali, da je prišla k nama, ne. Zdaj, konc šolskega leta, pa tudi mislim, da pol leta smo dobili spričevala in zelo prizadevne učenke, tudi knjigico za nagrado. Učile so pa, mislim, da je bila tista Marija Jereb, pol že bolj nazadnje je bila Milena Vončina, ona je bila čist nazadnje, ker je bila mlajša, pa Marika Rupnik. Z vašega razreda še kjera hod klikljati? Ja, kar. Kako pa druge bolj da vhodi, kot ti rečemo, ti si zdaj? Ja, Klara je leta začela, ta druge pa sedeli. Aha. Pa še tu Klara je učiteljica prepričala, če ne bi. A učiteljica je prepričala? A ja. Enkrat, ki smo se pogovarjali, Ja. pa Klara, da nima ne zelila perek, ne pride pa učitka. A ja. Moja mama je tako piš hodila k Marjancu, Lokatovi je imela tudi 15 minut je bil, pa sta pa zim klikljale v kap. Ana je ni prišla, pa na zapanac je laterno vzela, je bila tista navadna, bila sveče noter. Takrat je bila sem taka razsvetljava, ni bilo baterij. No, zdaj sem prišla dole pred gasilni dom, kjer se 2krat na mesec dobivamo sekcija klikljaric. Dober dan, punce. Danes ste pa vse pa zamujeni. Pa navadno, na ta tretja sem še dan čakala. Viš, kaj boš dolga pot to ven.
Še ta, ja. Ste dobili lahko. Tak, zdaj pa je. Bo? 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 Zdaj pa bo. Samo v zelenilu. Ampak že 14 dni, ali še sem stila, le preštehano, za vrte tudi jaz. Klopire, pa še nisem delala. Da se še medved ni šel spat, smo ga včeraj sledili. Kaj? Da, Pa ne nazaj, bi prepalali to. pa neč ni rekel. Čebelnaka vrlo. Pa pitru tam. Medva so šla pa na trim in so iz Humske rajne, Halurovkanje vrstove, sledila. Tam paramin stariš. In pa je pa 52 prišla luč, kaj prej ni bilo luči, prej so imeli, tisto se ne spomnim tukaj, ne spomnim, da je bila krbidoka. In pol so je pa luč dobili in so prišle, in dve sosede, tako že dopoldne ali pa po kosilu so prišle. In so klikljale stara mama. In največkrat tu ob četrtkih, ali pa petk, ali pa sobota. Kaj ob četrtkih so prišli možih pa iskat, tak prut, ko so vsi piš hodili, so prišli in so četrtka večer poslušali, ko smo radio že imeli. Kaj je bila celo da Strabuše je tam na meji in niso imeli luči. In se nam zdelo radio poslušati, to je bilo nekaj krasnega. Pa smo pa delali včasih, ja, zdaj pa pridejo kliklerce, ob enih 7:30 je že vsakaj mi porihtano, tu pa zim govorim. In smo začeli pred 8, pa tudi meri do polnoči. Bila je pa včasih tudi problem razsvetljava, rečemo. Ene hiše so imele tako zelo slaba razsvetljava, to je malo težko delati. In najbolj fajn je bilo res nad tisto mizo, povsod po kmečkih hišah so luči prav usmerjene dal na mizo in tista svetlaba je bila zelo primerna. Je bila pa še ta sreča, da je bilo še kar malo, že pred druga svetovna vojna in za križ že jemu elektrika. Včasih je skoraj ni ure v noči, da jaz nisem klikljala. Zato, ker s sestro ob nedeljih se ni smelo klikljati in sva šle zgodaj spat, pa sva malo pa čez polnoči vstali, pa sva klikljali. Ker se je nam to kurce klikljali in pa se je naštemal malo zakuske, malo kar je bilo, kakšen kazarc mašta ali kakšne klobase suhe, če so pa harmonika, se zmeraj so imeli harmonika, eden šel, da je še s harmonika, če pa harmonike ni bilo, pa radio, če je bilo kaj ali pa kakšna kaseta, da se je pa tudi pisalo. Tako da največkrat je bilo, da jutranjih ur pal. V Cerknem imamo Stano Frelih, poznana učiteljica kliklejna in ona nam je mentorica. Ja, tako se nam pridružujejo še nove kliklerce, da smo se razdelili v 2 skupine, zaradi tega, ko nas je preveč. Takrat, ko so začele, ne, da bi bilo društvo, sem pa brž jaz brzo tudi, da bi bilo. No, tako da sem v društvu sem od vsega začetka. Ja, vsak let imamo konc, rečemo, kadar končamo, imamo razstava. Letos smo se poučili ene polnitve in tiste papirce, tiste vzorce je zrisala tam Zgodoviča, Andra, kako je tudi ona na to srečanje. Tako da tiste njene vzorce smo letos rabili.
Ja, leta smo imeli v naši klikerski sekciji, da smo se polnitve učili. Jaz sem vzela šestilo, zmeri sem se rada igrala in šestilom in sem pač narisala take na zvezdica. Po smo pa to noter, to je pač res, po polnitve, ne. Potlej je pa odnade mož strojni inženir in je veliko delal z računalnikom in nam pa vse to toliko natančno izrisal, toliko lepo naredil, da kad potem vklikleš, da prav uživaš. Presenečena sem, ker so tudi starejše žene tam noter in so vse se frile tu v roke in klikle. Dobar dan. Kaj ste pa vi prinesla? Kaj lepo. Ma, bomo videli, kakšen mir. Bomo drugače kot ostali. A tu ste vse 40, ko sklikle? Ja. A se sem teste delali, kaj sem Začele smo 2006 leta, smo se zbrali tako skupaj, pač probale, če bo šlo in tako smo začele pol. Dejanka nam dala pobudo in papirce smo dobili take stare in pa smo imeli vsak let eno delavnico tudi. Ja, res. Ja, pa je rekla še Jelka, ta verjetno bolidi ta. Tak je, da društvo ni samo rečemo enosmerno, da se povezuje in to je veliko, to je kot ena razgledanost na izven, ne, da lahko prikažeš čepko, ne samo to, kar se v društvu dela. V društvu se v glavnem razne tehnike dela, pa take stvari. V glavnem smo gledali, da je šla kvaliteta. Že kot 5-6-letna deklica sem strašansko rada hodila malo po hišah na obisk, ne? Tam smo rekli po vas. In me je kleklejne prav že takrat pritegnilo. Ampak moram reči, da ne kleklejne samo. Jaz bi sicer že rada malo pomežljala, ampak meni so bile strašansko všeč tiste lepe pisane bucke, ki so bile tam po bulah. Tista, ki je bila velimenitna klekljašca, tista jih je več imela, vsaj meni se je tako takrat zdelo, a ne. To pri nas rečemo tuhare. In to se reče pocvirnavit iz štrine v klovčk. Tu je kaloret za klekljene navivati. Naredil ga je moj oče, star je že enih 50, če ne več let. Ta pa je pomočkija, mi drug rečemo hare. Tukaj smo hordili štrena, da smo lahko kar razštrena naklekljene navivali na ta kaloret. In ta kaloret se gonj kot mašina za šivati. Tisti sukanci so bili zelo različni. Včasih se je zelo slišalo to jasno, da bila preležan cvirn. Pa je bilo res. So bili oni toliko slabi, da se je videlo, da je že nekaj bilo narobe s tistim sukancem. Ja. In težko je bilo, spomnim se. Bilo je pa tudi tako, da so, vseh sort je bilo pri klekljicah. Ja, eni so tudi ja, pa, za sebe ima pa nucali, a ne pa čez. Tudi to je bilo. Težko je bilo da biti pravzaprav. Bolje nam sama mama naredila. A nekaj je
žahanje, da bila pa je sama naredila nam. In klikljne je pa 2 pare, imam še prav to prave. Je pa v Hrenterbušan delal. Taki fejst so bili in te so pa ta tretji že. Drugače je bila pa predvsem važna belina čipke. Tu je pa moglo biti bilo, tako je rekla zmeri ta Ljubaka je dajala, da dobim taka čipka, kot dam sukanc lep bil. Dan želim. Dober dan. Lepo. Jaz vam prinesla čipke, tiste, kar ste mi naročila. Bomo pogledali. Kako so lepe, kako ste lepo to naredila ti. Te špice, tukaj pa ta pol premit. Zelo lepo. A to so pa možganci. Zdaj, če boste dobila kupca, zdaj sem pol narjavno, zdaj, če bo lep se mi je zdaj in se mi zdi, da je pa neki ekstra, ne? Zdaj, ko se takih čipk nadela več. Pa res je ogromno veliko. Ne? Ujoj, kaj je to lepo. Tu so pa cvetke, ne? Ja, tu so pa cvetke, ja. Ja, za prodaje sem klekljala takrat, rečemo, moče kakšnih, takrat med 60-70, pa pol tudi še rečemo malo. Čipka Idar je imela saj odkupno mesto v Cerknem, je bila ena gospa Ljuba. Pa je bilo pa še za dom Ljubljana se je veliko klikljalo, ampak tam je bila, moram reči, tako slaba kvaliteta. Tako slaba kvaliteta, da jaz sem sam mislila, kako to predajejo. Ja, imeli smo vsaka svoja kartoteka. Na kartoteki je bilo napisano kakšen vzorc, vsi vzorci so bili oštevilčeni in napisano za kakšna številka sukanca, koliko sukanca so ti dali in ko so prinesli, so bile zvahane pod ščipke, da se je videlo, koliko odpisati za sukanca, pa cene so bile. Ko sem v šolah hodila, sem klikljala, samo ko sem začela, sem bila 2 leti brezposelna in sem bolj aktivno klikljala za čipkarska zadruga, potem se je pa trg odprl, smo hodile pa v Italijo, v Stara Gorica, k Krajnerju. Brž jemo na vrh Reštele, smo šli po nek stopnico gor, sam pol jemo pa Nobel trgovina dol. Velika trgovina. In na vrh jemo, rečemo, trgovina, med druge kliklice smo šli pa od spodaj v klet. In dol je nam dal vzorce, ena ženska, pa smo prišli po gor na vrh, smo mogli pa kupiti, med druge cvern. No, ima ni bilo več v Cerknem, so pa Krajnerji zla nasilili, so pa tudi dobili, mislim, da so dobili neki obliki. Še je bilo v Cerknem, ampak je bilo res boljše v Italiji, ja. Je bilo dosti enkrat boljše, so eni rekli, jaz takrat v Italiji nisem klikljala. Ja, takrat je leč ima v lirah plačal in lira je bila takrat veliko vredna, ne, proti našem denarju. In pri nas se marsikaj ni takrat dobil, da smo lahko v Italiji kaj kupili. Ne bo za obleči ali pa hrana tudi. Kaj nas pohnu, mama se za sebe nikoli nič kupila
In pa so pa meduje zmeraj kupili za kakšen birtah, pa kakšen facav, pa malo kafeta, to so te prej kupili. V glavnem smo klekli prte, take velike, za 12 oseb in pa rjuhe. Tako da z mama smo ena zima kleklele, v enem dobrom mestu smo toliko zaslužili, da so lahko kupili prvi pralni stroj. Še zmeraj mi je pa tisti denar odkliklen, pa sebi denar, ko da bi več ureden. Lih tak zdaj, kar pač prekliklem, denem prav pa sebi. Že mama je zmeri govorila, da koliko je Zorka sposobna in vsaj nasil papirce vse in sem enkrat dogor vedela, pa sem je vprašala, a lahko vas pa gledam in je tam risala. Ona ni imela še stilo zram, ampak ona je z roka take lepe vijuhe naredila. Pa kar da ste vijuhe se šle, rjuha bila. Večinoma so res v preteklosti bili risalci vzorcev, inženirji, rudniški. Poleg tega pa tudi Zorka Rupnik, vemo, da je bila po poklicu geodetinja in kot taka, sicer je pa najbolj znana ravno po risanju vzorcev. Za tehniško risanje je geometrija tudi osnova. Samo risanje vzorcev potem pa tisti recimo malo umetniški dodatek. Seveda pomaga poznavanje teh tehnik pri risanju. Zdaj ali gre za prostoročno risanje, ali pa za delo na računalniku s temi programskimi orodji, ki so temu namenjene. Ko sem bila punčka, sem se takrat igrala, to mi je mama pokazala. Tako so dele gledalo in čipke se pa navadi zmeri simetrične, četrtina in rečemo, Dine, sem tako zram in ti pride, vidiš, aha, taka mečkana flekca bi pa lahko naredila in zdaj je tako tu sodobno, ko lahko riš preslikati, drižeš skupaj, daš in ris, da bi idej še pa še. Moj prvi vzorec je nastal že leta 81, se pravi, stara sem bila 15 let in je dokaj modern vzorec. So dejansko stilizirane regratove lučke, ampak je bil pa tudi zelo, kako bi rekla, veliko potezno zastavljen, tako da mi je že kmalu po mogoče en tak delček sem naredila, mi je zmanjkalo buck in potem sem projekt opustila. V glavnem, jaz sem se lotila po svoje. Od začetka sem v glavnem risala šablona, se pravi krogi, šestilo, ravnila, trikotniki in pa seveda neke prostoročne povezave. Na kar sem šele na tale zdajšnji računalnik si inštalirala tudi program za risanje in naslednjo rundo teh papircev sem večinoma začela risati kar direkt načrtovati v računalniku v programu. Moji papirci pač niso toliko točni, kot so lahko iz računalnika, so pa moji samo. Zaenkrat papirca, brez da bi ga tudi sklekla, še nisem dala od sebe. Se mi zdi, da rabim preveriti, da dosežem resen tisti standard, ki se mi zdi pomemben glede kakovosti. Smer za naprej gre verjetno ne samo eno, ampak več smeri. Sigurno ostaja neka naveza s tradicionalno idrijsko čipko, se pravi ta slepi ris, pa drugi elementi znotraj idrijskega risa in pa tale moderna pot, ki bo mogoče iskala tudi čisto inovativne pristope. Meni je čipka tako prduš, da se mi je škoda zdaj razstav, da imam tam, se imam meni dve tak po čipu ali pa kakšna slika, sem več kot tuk, pa ne, imam vse v škatli. Ja, jaz kliklem zelo rada, zelo. In pazim, gledam Dobro jutro po televiziji, tiste 3 urce jaz kliklem.
z veseljem kliklem, prav z veseljem, no če ne pa ne bi, To je tisto, kar je v nas drugih že od mladega, da pač smo navajeni kliklet, navajeni tega, da nekar sediš. Najbolj mi je bila pri srcu moja čipka, ki je bila čipka leta, plesavka. In jaz sem tista plesavka se lotila s tem, da je bil spomin na moja stara mama, na mojega strica pa na moja mama. Sem rekla, če so unika, nisem nič hodili v šol, znali tu narediti, bom tudi jaz. In se mi je zdelo, da je bilo enkratno, da sem tukaj uživala, ker sem tisto delala. In potem se mi je to obrestovalo, ker je bila res ena, da smo bili vsi zadovoljni, ne le sem jaz. Vesela sem, ker sem prišla do pokoja, ker imam cajt zdaj, da kliklem. In kaj se nisem mislila, da mi bo tukaj pomenilo, ampak zgleda, da sem ti moje klikljene po špice nosila vse celo življenje.